Elektrotehnik. V modernem času in sodobnem okolju si življenja brez elektrike skoraj ne znamo predstavljati. Z elektriko se srečujemo povsod, radi ali ne radi. Včasih nam koristi, včasih nam dela škodo. Včasih smo je veseli, spet drugič se je bojimo. V 4-letni izobraževalni program za elektrotehnika se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovno šolo ter želi spoznati lastnosti elektrike in postati strokovnjak zanjo. Predmetnik, po katerem se izobražujejo dijaki in dijakinje v programu Elektrotehnik, je sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov, interesnih dejavnosti, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih. Program omogoča seznanjanje z materiali in elementi z področja elektrotehnike in elektronike ter spoznavanje orodij, strojev in naprav, ki jih elektrotehniki uporabljajo pri svojem delu. V času šolanja se dijaki in dijakinje usposobijo za načrtovanje električnih sistemov, ki jih pri praktičnem pouku v vrhunsko opremljenih novih učnih delavnicah tudi izdelajo. V proizvodni tehnologiji se seznanijo z mehanskimi, elektro- in pnevmatsko zasnovanimi stroji oziroma proizvodnimi linijami. Elektronske komponente, kot so razni polprevodniki, prevodniki, integrirana vezja, upori, kondenzatorji, elektromagnetne komponente, elektromehanski elementi, releji, stikala, varovalke, merilni inštrumenti in še marsikaj, so stvari, s katerimi imajo dijaki v času šolanja največ opravka. Dijaki se učijo izdelovati plošče tiskanih vezij, ki so osnova za izdelavo elektronskih vezij. Dokumenti, ki jih elektrotehnik uporablja pri svojem delu, so električne sheme, konstrukcijske risbe in načrti, tehnični opisi in navodila, merilni protokoli ter tehnološki predpisi. Dijaki v času šolanja uporabljajo najsodobnejšo programsko opremo za načrtovanje, programiranje in simulacijo električnih sistemov. Spoznavajo tudi sisteme za ustvarjanje energije iz obnovljivih, okolju prijaznih virov. Seveda je pri vseh dejavnostih praktičnega pouka elektrotehnikov varnost pri delu na prvem mestu. Na koncu izobraževanja čaka dijake poklicna matura, do katere bodo prišli v novo zgrajeni šoli, v prijetnem okolju, s pomočjo strokovnih sodelavcev, katerih glavni cilj je dijakom omogočati strokovnost, znanje in zadovoljstvo. Po končani maturi se elektrotehniki lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje v višjih ali visokošolskih strokovnih programih. Z opravljenim dodatnim 5. maturitetnim predmetom se lahko elektrotehniki vpišejo tudi na univerzitetni študij. Izobraževalni program omogoča pridobitev 2 nacionalnih poklicnih kvalifikacij. To sta poklic stikalničarja v elektroenergetiki in poklic operaterja avtomatiziranih postrojev. Zaposlitvene možnosti elektrotehnikov so v današnjem času zelo dobre, še posebej za tiste z najširšim spektrom znanj. V Sloveniji je poklic elektrotehnika na seznamu deficitarnih poklicev. Z gotovostjo ga lahko uvrstimo med perspektivne poklice, saj se potrebe na trgu dela zaradi novih tehnologij, robotizacije in prenovitve električnih sistemov le še povečujejo. Srednja šola Ravne zagotavlja prijetno, kreativno in profesionalno okolje, ki spodbuja učenje, sodelovanje in osebni razvoj.